Dobrodošli nazaj. Četrti najbogatejši Slovenec Boštjan Bandelj je ustvaril milijone s podjetjem Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi v Evropi in tudi globalno. Onesnaževalci, ki so vključeni v evropsko trgovalno shemo, so od leta 2005 izpuste toplogrednih plinov zmanjšali za 47%. Slovenski podjetnik in vlagatelj v medijih skoraj nikoli ne nastopa. V finančnem podcastu pa ga je nedavno gostil Adi Omerovič. Zgodba o uspehu se je začela v domači spalnici in v dobrem desetletju se je uspel uveljaviti na svetovnem finančnem parketu. Kariero je začel na holdingu Slovenske elektrarne v času liberalizacije trgovanja z električno energijo. Bil je del mlade zagnane ekipe, ki je prva postavila trgovalno infrastrukturo. Moram reči, da imam tudi zelo lepe spomine. Takrat bili smo mlada ekipa, zagnana, res smo delali tudi z vrhno mero idealizma in hodili delati, kot da bi bila že takrat naša firma. Jaz sem zapustil HSE po 6 letih, takrat smo pa že trgovali z elektriko, mislim, da v 16 evropskih državah. Ni se predal coni udobja. Želel je izkusiti samostojno podjetniško pot, zato je leta 2008 ustanovil podjetje Belektron, ki je bil sprva naložbeni sklad, osredotočen na globalne surovinske trge. Šele leto kasneje začel trgovati z emisijskimi kuponi. Ta shema že skoraj 20 let v veljavi, ampak zanimivo je, kako malo ljudje vejo o njej. Osnova je zaveza boja proti podnebnim spremembam. Evropa je na to pot stopila že s Kjotskim protokolom pred letom 2000 in potem uvedla emisijsko shemo za trgovanje z emisijskimi kuponi kot temeljni mehanizem boja proti podnebnim spremembam. Evropski onesnaževalci, ki so vključeni v trgovalno shemo, so izpuste toplogrednih plinov od leta 2005 zmanjšali za 47%. Skupna vsota izdanih emisijskih kuponov vsako leto pada in zasleduje cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Podobne trgovalne sheme obstajajo po vsem svetu. Trg emisijskih kuponov letno obsega okoli 800 milijard evrov in je drugi največji surovinski trg, takoj za naftni. Obstajajo enake oziroma podobne sheme s trgovanjem z emisijskimi kuponi. Amerika ima eno na vzhodni obali, eno na zahodni. Kitajska recimo ima shemo trgovanja z emisijskimi kuponi. Švica, Velika Britanija, Južna Koreja in še kar nekaj držav. Trgovanje je svobodno in omogočeno vsem. Vsako podjetje in tudi posameznik, fizične osebe, torej lahko trgujejo z emisijskimi kuponi prek terminskih pogodb, ki kotirajo na borzah. Začel sem kot sam in to dejansko iz spalnice z eno metrsko IKEA mizico in telefonom. To je potem raslo in začel sem s tem telefonskim pristopom. Prvi recimo tak velik preskok je bil, da sem povezal trgovanje z fizičnimi emisijskimi kuponi in s terminskimi pogodbami, da sem znal združiti, narediti nek sistem, ki je nas zavaroval pred tveganji in smo se vzpostavili kot neke vrste veletrgovec za podobna manjša podjetja v celi Evropi. Sliši se enostavno, kupiš in prodaš, vendar temu ni tako. Treba je bilo iskati tržne niše in biti inovativen, da lahko konkuriraš na trgu. Jaz sem pa našel neko madžarsko podjetje, ki je bilo pionir na tem področju, ki je imelo že vzpostavljeno trgovalno strukturo. Od slovenskega podjetja sem kupil emisijske kupone temu madžarskemu podjetju, prodal naprej in preživel, zaslužil z neko minimalno maržo. Kot zanimivost, če lahko dodam, to madžarsko podjetje je, mislim, da okoli leta 2015-2016 zašlo težave, Belektron ga je to kapitaliziral in postal njegov večinski lastnik. Danes so globalno neodvisno podjetje, ki se ukvarja s trgovanjem emisijskih kuponov. V podjetju je 11 zaposlenih, nominalni letni promet podjetja pa je med 10 in 15 milijard evrov. Delež prometa na tujih trgih je 99,95%. Trg je izredno konkurenčen, na njem tekmujemo z največjimi globalnimi finančnimi inštitucijami, investicijskimi bankami iz Londona, Frankfurta, z največjimi globalnimi energetskimi podjetji, naftnimi podjetji. Z dobro podjetniško strategijo in vztrajnostjo so postali vzdrževalec likvidnosti na največjih evropskih borzah in sodelovali tudi pri projektih Svetovne banke. Sam ta razvoj je res zanimiv, ker najprej te ignorirajo, potem te konkurenti, potem se ti smejijo, potem začnejo poslovati s tabo, potem ti začnejo konkurirati, na koncu oziroma zmagaš, potem te začnejo pa kopirati. Zgodba o uspehu, kako sta slovensko znanje in domači kapital uspela v svetu.
Boštjan Bandelj je v svoji podjetniški karieri plačal v Sloveniji okoli 50 milijonov evrov davka na dobiček. Mislim, da imamo tudi slovenski podjetniki neko moralno zavezo. Pa saj tako jaz nočem zdaj soliti pamet drugih, ampak jaz čutim, da imam to moralno zavezo. In na to, da sem tukaj rojen, tukaj hodil v šolo in da tukaj živim, da tudi na ta način poskušamo prispevati k napredku slovenske družbe. Celotni finančni podcast s Boštjanom Bandljem si lahko gledate na spletni strani 24ur.com. No, pred nekaj minutami